Izseljenske zgodbe iz dežele tam daleč spodaj bodo pripovedovali Vinko Rizmal iz Melbourna, Miha Leitinger iz Alice Springsa, Melina Ceki iz Meribe in Alfred Brežnik iz Sydneyja. Ker je bil peti kontinent tako odrok, so ga pomorščaki stare celine odkrili pozno in videli njegove prvobitne prebivalce, ki so tam živeli že 40 tisoč let. Prvi je tja zajadral Nizozemec Abel Tasman leta 1642 in zaplul na otok, ki se danes po njem tudi imenuje Tasmanija. Dobrih 100 let kasneje je na vzhodnji obali Avstralije med križarjenjem po južnem Tihem oceanu pristal kapitan James Cook. Zasidral se je v Rajskem zalivu, obkroženem z bohotnim rastlinjem, in ga imenoval kar Botanični zaliv, Botany Bay. V svoj dnevnik je takrat zapisal: Zasidrali smo se tako blizu obale, da smo z daljnogledi v bujnem rastlinju zaznali ljudi neverjetno temne polti. Tako je torej prvi beli človek videl aboriđine, ki jih je kasneje čakala kruta usoda preganjanja in iztrebljanja. A kapitan Cook se z njimi ni srečal. Pluje naprej na sever do znamenitega koralnega grebena in odšel nato odkrivati celino ter proučevati tamkajšnje prebivalce. Po vrnitvi v Anglijo je vzhodni del kontinenta razglasil za britansko kolonijo Novi Južni Wales. Toda na uradno ustanovitev kolonije je bilo treba počakati še 18 let, ko je kapitan Arthur Phillip z znamenitim ladjevjem priplul do vzhodne obale nove celine. Po reki Parramatta je odprava zaplula v večji zaliv, ki ga je imenoval Sydney Cove po takratnem angleškem notranjem ministru. 26. januarja 1788 je bil tako ustanovni dan nove britanske kolonije. Kot je znano, so bili na ladjah kaznjenci, 191 žensk in 568 moških. V naslednjih 2 stoletjih so tja prihajali priseljenci z vsega sveta, bodisi zaradi zlate mrzlice ali pa zato, ker so si na tej prostrani in naravnih bogastev prepolni celini ustvarili novo življenje. Za nekaj uvodnih misli sem se odločil zato, ker bomo v tem filmskem zapisu spregovorili o Slovencih, ki so zaradi političnih ali ekonomskih razlogov odpluli v Avstralijo in si tam ustvarili novo življenje. Največ slovenskih izseljencev je priplulo z ladjami iz Trsta kmalu po končani drugi svetovni vojni. Večinoma so bili to politični emigranti, ki so zapustili državo in v begunskih taboriščih čakali, da jih sprejme katera od čezmorskih dežel. V glavnem so imeli 3 možnosti: Združene države Amerike, Argentino ali pa Avstralijo oziroma Novo Zelandijo. Nekaj tisoč se jih je odločilo za Avstralijo, peščica pa tudi za Novo Zelandijo. Naš izseljenec, inženir Andrej Vadnjal, nam je pred časom, ko smo ga obiskali v Aucklandu, dejal nekako takole: Ko sem v taborišču v Italiji čakal na dovoljenje za izselitev, je uradnik položil pred me zemljevid sveta. Sklonil sem se, mu pokazal najbolj oddaljeno točko in rekel, kar tja pojdem. Tako je prišel na Novo Zelandijo, kjer je postal pomemben strokovnjak, gradil je namreč mostove. No, in mostove med Slovenijo in Avstralijo so si zgradili tudi številni drugi Slovenci. Političnim so se čez nekaj let kar množično pridružili tudi ekonomski emigranti, torej ljudje, ki so odšli na tuje s trebuhom za kruhom. Zanje Avstralija ni bila obljubljena dežela. Večina se jih je morala ob prihodu zavezati, da bodo leto ali 2 delali za državna podjetja, bodisi na železnici, v gozdovih ali pa gradili elektrarne v pogorju Snowy Mountain. Tja je odšla kar velika kolonija slovenskih izseljencev. V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja so našim rojakom ob prihodu v Sydney in Melbourne pomagali frančiškani. Pomembno vlogo sta pri tem odigrala patra Bazilij in Valerijan, ki sta jim urejala nastanitev in delo. Ker ni natančnih podatkov, koliko Slovencev je prišlo v Avstralijo po 2. svetovni vojni, so člani zgodovinskega združenja Hasa na podlagi dokumentov izračunali, da je v deželi tam spodaj zdaj približno 25 tisoč Slovencev oziroma njihovih potomcev v 2. ali 3. generaciji. Tako pravijo zgodovinarji.
Žal pa so uradni statistični podatki drugačni. Ob zadnjem ljudskem štetju pred 3 leti se je namreč za Slovence izreklo samo 4000 vprašanih. Naši rojaki v klubih in društvih pravijo, da je do te številke prišlo zaradi zavajajočih vprašanj v popisnih polah. Odločilen naj bi bil odgovor na vprašanje, v katerem jeziku se pogovarjate v družini. In tukaj naj bi prevladovala angleščina. Kakorkoli že, Slovenci puščajo v novejši avstralski zgodovini precejšen pečat. Kot povsod na tujem veljajo za pridne, delavne in uspešne ljudi. Takšna bo tudi zgodba o 3 Slovencih in Slovenki, ki se bo v naslednjih 50 minutah odvrtela pred vami. Hkrati vas bomo v tem omnibusu sliko popeljali na okrog 5000 km dolgo pot od Melbourna prek Alice Springsa in Cairnsa do Sydneyja. Začnimo torej v Melbournu, glavnem mestu zvezne države Viktorija, kjer živi več kot 3,5 milijona ljudi 140 narodnosti. Melbourne je kulturno in finančno središče južnega dela Avstralije, kamor se je preselilo tudi največ slovenskih izseljencev. Eden izmed njih je bil Vinko Rizmal iz Maribora, ki je v 60 letih prejšnjega stoletja prispel v to mesto, kjer je nameraval ostati kaki 2 leti, a se je vse skupaj zavleklo v nekaj desetletij. Začel je v avtomehanični delavnici, se kmalu osamosvojil in odprl svojo obrtno delavnico. Danes pa je uspešen podjetnik. V življenju mu ni bilo postlano z rožicami, njegova družinska pot je bila trnova. Najprej je v prometni nesreči izgubil sina, 20 let kasneje pa prav tako v prometni nesreči še ženo Elico, avtorico in urednico slovenskega radijskega programa pri mreži SBS. Njegova zgodba ima poseben pečat, povezan z mariborsko staro trto, ki je po objavi v Guinnessovi knjigi rekordov tudi uradno postala najstarejša vinska trta na svetu in prepoznavna daleč po Evropi in tudi v svetu. Vinko se je odločil, da jo morajo spoznati tudi Avstralci. Iz Maribora je prinesel 5 cepičev stare trte, ki so seveda morali za 2 leti v karanteno, ker tako zahtevajo avstralski predpisi. Leta 2001 sta jih ženo Elico vzela iz karantene. Po naključju je bila tistega leta v Avstraliji tudi naša ekipa in nastal je tale posnetek. Takole je bilo pred 12 leti. Danes raste najstarejša trta na svetu na različnih krajih po Avstraliji, tudi pred kulturnim centrom v občini Yarra Ranges, kamor jo je posadil Vinko Rizmal. Jaz bi rekel tako, da ta zgodba je zdaj že kar 13 let stara, odkar smo enega od cepičev podarili občini Yarra Ranges. Z občinskimi predstavniki imamo že dolgo dobre odnose. In jaz sem se osebno zavzemal, da se trta iz privatnega posestva preseli na državno, ker ima pol trta dolgotrajno bodočnost. In ko sem bolj zvedel, da bo tu gradili še novo gledališče zraven, poleg kulturnega centra, in to so podprli tudi občinski predstavniki, smo se pol odločili, da bomo oficialno mesto podaritve trte izpeljali na tem mestu tukaj. In pol so nam dali, mislim, kar lep sončen prostor, kjer bo lahko trta živela dolgo. Zakaj moramo narediti, še moramo spominsko plaketo dati gor, tukaj seveda še okvir, kjer bo trta se vzpenjala, pergolo in tako dalje. To je zdaj postopko, tokom tega leta bi lahko to končali. Zdaj, kar se tiče samega sodelovanja z občino, je toliko dobro, koliko se pač trudimo, ker je tako povsod, da nekdo mora to fejs gnati. Ampak s tem, da imamo tu kulturni center z velikimi možnostmi razvijanja sodelovanja na pravem kulturnem področju, z obiski raznih naših kvalitetnih umetnikov, je pa to seveda stvar dolgoročnega dogovarjanja, na katerem je treba res plansko delati, ampak tukaj so velike možnosti. Ker jaz vedno mislim, da če imamo mi eno kvalitetno skupino Slovenije, da se ne predstavijo samo našim rojakom,
ampak glavno, da predstavijo in promovirajo Slovenijo širši publiki, to je avstralski publiki, in tukaj je ena velika možnost, seveda ti centri vsi sodelujejo z drugimi centri, tako da se dajo turneje organizirati, ampak to je vse stvar dobre volje in sodelovanja in da se usedemo za mizo in nekaj splaniramo. Lepo bi bilo, da to področje tukaj izkoristimo in tu damo našo evropsko kulturo, katere del smo, in z ozirom na to bodo ti naši partnerji tukaj sigurno podprli projekt in se zavzemali, da pride do realizacije takšnih idej. Stara trta lahko povezuje marsikaj, na idejo samo se lahko obesijo kot na Christmas tree razni projekti z gospodarskega področja, kulturnega in tako dalje. Tudi njegovi avstralski prijatelji iz občine, v kateri živi, so ponosni, da je postala najstarejša trta na svetu del njihovega vsakdana. For us it's significant because it links our cultural centre in the Dandenong Ranges to your country and to the rest of the world internationally and to what's happening with this old vine as it goes around the world. So it's a lovely connection to make internationally for us here in the Dandenong Ranges. I see a brilliant future where it's good for linking communities because I believe in communities coming together because they come together, they get on well together, they have peace and they all enjoy life. It's good economically too. I can see tourism values for your country and my country. We can both travel back and forwards. I see a lot, and cultural with the children, with the local kids in our schools. I can see links there between schools in my shire, in my area of Upwey. I can see reasons for travelling, taking our students from a school which has very strong music centre, sending them across to Maribor, and vice versa, bringing them back over here. And that just links, as I said earlier, it links people together. Da Vinku Rizmalu ne bi zmanjkalo cepičev, jih je nekaj posadil tudi na svoji farmi, kjer stara trta lepo uspeva v družbi nekaterih avstralskih sort grozdja. Tu lahko vidite za mano, tukaj imamo mi nasad stare trte, kar prije zelo prav, da smo lahko to predstavili, smo poslali vse skupaj in smo naredili cepljenke. Cepljenke smo naredili zato, da se zavarujemo pred boleznjo, pred trtno ušjo, kar je dobro poznana problematika tudi v Sloveniji, kot tukaj, tu so velike restrikcije, tako da se morali držati vseh predpisov. Ampak tu imamo mi zdaj na eni strani staro trto, na tej strani je malo širaz in pol, ko mi to sprešamo, damo skupaj, pa dobimo slovensko-avstralsko kapljico. Fajn bi pa bilo, da bi občina Maribor, jaz bi rekel, da bi bilo nujno imeti en pododbor. Pododbor, kateri se ukvarja z projektom, z globalnim projektom stare trte in da se to poveže, da se tu preko, danes imamo spletne strani, da se to vse poveže preko ene centralne spletne strani in tako dalje, samo projekt stare trte. Je pa seveda v Mariboru bi lahko malo več o tem razmišljali, pa naredili predvsej več reklame s tem ali testiranja, ker tam je Mariborska univerza ima odlično osnovo in znanje, tako da z njimi bi morali poglobiti sodelovanje in sprobavati pravzaprav tudi meni bi bilo kar fajn, če bi več na svetu človek dobil od tam in da pol to širimo tudi tukaj. Takšna je Vinkova vez z mariborsko staro trto, ki jo pride na Lent pogledat vedno, ko je na obisku v domovini. In z domovino oziroma nastankom samostojne Slovenije je tesno povezano njegovo življenje v letu 1991. Je klicala Stanka Gregorič, pravi Vinko, Hrvati imajo demonstracije, pa so klicali, če bi prišli. Seveda bomo šli in kličem jaz neke predsednike, levo, desno, vsak je imel neki izgovor, malo so se bali, verjetno vsak je imel pač nekšen vzrok, zakaj to nismo silili, je pač stvar odločenja vsakega posameznika, ampak jaz rekel, kako bomo zdaj šli brez vsega. In sem jaz tukaj imel še stare plakate, Sunny Side of the Alp turistične plakate in sem lepo prepisal, zbrisal Jugoslavija in sem gor napisal Slovenija, na hrbtno, na čisto stran, pa na veliko Slovenija, Slovenija Deserve Freedom, pa takle parole, in jih 8 ali nekaj tega sem naredil in smo pol leteli v mesto, Hrvatov je bilo okoli 6000, na Slovencu pa pol pater Niko je prišel še po maši, pa pelal nekaj vernikov, bolj strajnih, bolj zavednih, ko se niso bali recimo. In ko smo mi tiste plakate nosili po Melbourneu,
so Hrvati rekli, pa vidi ove Slovence tek počelo več spremni. Seveda pol pa pred parlament hišo v Melbourneu smo pa imeli pol, Elica imela govor, jaz sem pa takrat še zapel, da sem malo gano naše Slovence, malo čez jezero, našo čutno pesem, ne, tako da to so bili prvi vtisi, prvi spomini na tiste čase. Ne. Mene je najbolj gano, kar mi je ostalo v spominu, ko se spomnim, recimo, ko je prišla stara ženka, starejša, pa je rekla, nimam več kot od moje penzije, ampak $20 za mojo Slovenijo dam. Tisto je bilo meni vredno več kot pa 5,000 ali 10,000, ko je kjer dal, ko je imel denarja, še pa še, ne. Ker to je bilo pol tisto, zato smo se pol nekateri res trudili za to, ker smo spoštovali, da razveseliš tiste, kateri nimajo možnosti niti domov pogledati, niti tukaj prej, da smo jim dali lepe trenutke, lepe prireditve in v tem je bil smisel. Ne. S takšno vnemo in navdušenjem je Vinko s številnimi rojaki v Melbourneu spremljal rojevanje samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Naša pot pa se je iz Melbourna nadaljevala v severni teritorij in njegovo najpomembnejše mesto Alice Springs. A dokler smo v letalu, si poglejmo, kaj je bil razlog, da smo se odpravili na območje, kjer živi tudi največ aboriginov. Tja se je zatekel in si ustvaril dom Miha Leitinger iz Slivnice, potem ko se mu je po zunajsodni usmrtitvi staršev življenje postavilo na glavo. Nekaj zadoščenja je dobil letos spomladi, ko so starši le dobili svoj grob. S tem posnetkom smo se oglasili pri Mihi Leitingerju, mojstru električarju, ki trenutno v novih hišah domorodcev namešča električno napeljavo. To je bila priložnost, da je obudil spomin na čas, ko je pobegnil v Avstrijo in naprej v Nemčijo, ustalil pa se je v Avstraliji. Delal je tudi v Papui, Novi Gvineji in Hongkongu. Vmes pa se je kot vojak avstralskega kontingenta boril na strani Američanov v Vietnamu in Kambodži. Iz mladosti se rad spominja zlasti svojega športnega udejstvovanja. Jaz sem šel iz Jugoslavije zato, ko življenje takrat je bilo zelo težko. In jaz sem zmerno to imel na pameti, da so mi starše ubile, pa nisem mogel tako, da se noter zvršim z njimi. Samo jaz sem igral šport in vse to je bilo zmerno dobro z dostimi ljudmi. In potem pa enkrat sem se odločil, da grem, je za dosti cajta, pa da grem. Ona partizanska organizacija so nam dali smuče, največ Dragoš Ferij nam je dal smuče in je dosti pomagalo, ne. Zato smuče takrat so bile zelo drage. Drugo pa smo sami kupili, ne. Jaz sem igral odbojko in sem igral nogomet z Slivnico, ne. Skupaj smo igrali in jaz sem tudi delal judo, sem za branik, sem šel okrog po Sloveniji, zato ko sem bil veliki in težki, sem zmerno bil v težki kategoriji. In sem dosti jih dobil. Jaz nisem hotel biti v armiji ali pa zato, ko zmerno mi je to bilo nazadnje, da so mi ubili očeta in mater. Jaz sem bil malo tak revolucionar, to mi ni mi prav pašalo, da jaz grem in delam tam tudi to. V tej armadi in potem ste šli ilegalno preko meje? Smo šli 4. Enega so nazaj poslali, oni drugi pa so ostali. Jaz sem delal v Avstriji za eno firmo, za 1 leto. Potem pa sem šel, so rekli, da naj grem ven, zato ker je bilo malo nevarno. So dosti ljudi nazaj vozili v Jugoslavijo in so jih ubili. In v Dunaju je pa zelo blizu, ne do meje, ni tako daleč. Pa sem gledal, kjem lahko šel, sem mislil v Ameriko ali pa angleško, pa sem pa šel v Avstralijo.
Med najnevarnejšimi kraji, kjer je služboval, je bila gotovo Papua Nova Gvineja. Tam se je namreč pred desetletji še pojavljalo ljudožerstvo, glavno mesto Port Moresby pa je bilo prepredeno s kriminalom. V Mount Hagen je bilo zelo lepo. Pa Port Moresby je bilo zelo nevarno, zato ko oni so takrat postali osvobojeni independent od Avstralije in so bili zelo lepi so ljudi, samo kradejo, zmerno so kradli. In tam ste delali tudi v Port Moresbyju ali? Jaz sem delal v Mount Hagen, sem treniral človeka za generacijo in potem so me poslali drugo leto, pa sem bil v Port Moresby v headquarters, ne, Papua New Guinea Electricity Commission, sem pa gledal na inspektore. Mi smo šli z Mount Hagen do Mendi, se kliče Mendi, in oni so pa tam bili avstralski soldati, ne, pa so rekli, danes so enega zaprli, ko je skopal od nekoga noge in je jel meso iz nog. Ja, pa jaz nikoli, če kdo mi je prišel, da mi da roko, jaz sem samo rekel, samo tako roko zadnji stavo, veš. Veliko lepih stvari je Miha Leitinger doživel v Hongkongu. Tam je nadziral gradnjo predorov in nameščanje električne napeljave. Hongkong sem delal, sem bil gledal na Kineze, ko so v kanali za vodo. Tam je bilo zelo nevarno, je dosti ljudi umrlo, dosti Avstrijci umrlo in neke Švedi, dosti ljudi, zato ko so oni vrtali noter, je bilo 7 meter tunel, ko so oni niso čistili sprejde, veš, in zato ko so dobili po dolžini, ne, koliko dolžino ven vržejo, pa dobijo plačo. Te pa niso dana mat vzali ven, te pa zastavi noter, pa te misliš, to eksplodira, pa ti gre bum. Dosti je bilo slepih in če greš v Hongkongu, ti ne smeš delati nič, samo roke staviš v žep. Ti samo rečeš to in to. In moraš gledati, da pumpe delajo, da zrak prije ven, ne da zrak gre noter pa ven, in da struja se predstavlja zmerom, ne naprej in naprej, tako da imajo. Ko priješ tam, 3 tedne ne smeš delati, se učiš, kak je za ljudi, če umrejo, pa kulturo, ne od njih. In potem te spustijo. Potem pa so nam dali $15,000, da kupimo avto, zato ker vsak je treba imeti avto. In so stavili klub v Marino in tudi za tenis klub in za bowling, ne, oni ten-pin bowling, vse free in petrol free. Nato je sledilo delo s hišami za aboriđine. Avstralska vlada je namreč tako skušala popraviti krivice, ki so se godile domorodcem, od tega, da so jih prvi priseljenci na Tasmaniji množično pobijali in jih povsem iztrebili, do novejših časov, ko jim niso priznali njihovih pravic, jemali so jim otroke in jih pošiljali v posebne ustanove na izobraževanje, kot so dejali staršem. Danes torej zanje gradijo hiše, vsak mesec jim dajo po $1000, počasi jim vračajo tudi pravice na zemlji, ki so jo svoj čas posedovali. Vrnili so jim tudi njihovo sveto goro Uluru. In v tem dogajanju je tudi Miha Leitinger. V zadnjih letih je namestil električno napeljavo v kakšnih 100 novih aboriđinskih hiš, prav zdaj pa končuje delo na 30 hišah v bližini Uluruja. Jaz sem delal za 25 let za eno tu, samo smo zgubili kontrakt za $3,000. Nekih drugih so dobili. Zdaj pa sem se jaz upokojil, te pa sem mislil, da sin prije, da gre, jaz sem en kontrakt dobil, smo rekel, da gre v Ayers Rock, ona njegova deklina pa postala noseča, on pa noče pridi iz Adelaida. Hiše koštajo $600,000. Mi smo dosti novih hiš naredili
in potem oni so stare naredili popolno kot novo, veš, vse so vun vzeli, pa vse novo. In jaz sem tu za njih naredil 65 hiš v Alice Springs. Aborigeni, oni imajo dosti zemlje dole in ena od največjih zlatnih, kako bi rekel, Nahajališč. je od njih in oni dobijo denar, veš, zato ko je njihova zemlja. Milijone in milijone gre do njih. In isto je z Rock. Jaz sem poznal eno družino, oni dobijo vsako leto $17,000 na leto od AS Rock, samo zato, ko so od familije tam, ne? Miha tudi pravi, da je z domorodci danes težko, saj med njimi vladata alkoholizem in nasilje, zato povzročajo policiji v Alice Springsu nemalo težav. Poleg tega nekateri niti nočejo stanovati v hišah, ki jim jih dodeljujejo. Na dvorišču si raje postavijo šotore, da so bolj v stiku z naravo, s katero so v sožitju živeli tisočletja. Ima pa med njimi tudi nekaj pravih prijateljev, kot je denimo Frank, sin belca in domorodke, ki so ga kot otroka vzeli staršem. Frank je več let iskal mamo in ko jo je končno našel, je bila že na pokopališču. Po dolgem boju je od oblasti izposloval dovoljenje za izkop in jo na državne stroške pokopal blizu aboriginske Svete gore Uluru, ki je največji monolit na svetu. To nam je Frank povedal, ko smo ga skupaj z Miho Leitingerjem obiskali na njegovem domu. Naš gostitelj v Alice Springsu se bo po končanem delu pri aboriginskih hišah upokojil. Tako se bo lahko povsem posvetil svojim živalim, s katerimi ima kar veliko dela, o čemer smo se lahko prepričali tudi sami. Jaz nič ne ubijem. In tako sem imel goske, pa race, imam goske race, polane in koze in svinje in Še golove. golove in kure, seveda, in to tako počasi. Te pa naenkrat jih je preveč. Jaz imam to vesel, to je moj hobi. Jaz sem imel dosti kenguruja. Enega ko so ga prišli, zato ko kenguruja lahko samo ima za 6 mesecev, te pa jih moraš dati nazaj državi. Jaz pa sem tega imel za 2 leti, on je pa bil večji kot jaz. So pa prišli, pa so mu dali injekcijo, te pa, ko so ga imeli v avto, te pa se je zbudil zadaj. 6 ljudi ga je držalo. On je bil tak veliki na gore. Veš? Samo sem ga mogel spustiti, zato ker je napadal ženske, ne? Ko so prišli okrog in lovil ženske. Miha nam je povedal, da večino svojih živali podari tistim, ki potrebujejo hrano, med njimi so tudi domorodci. Skrb za živali pa spremlja še ena težava. To so strupene kače, ki jih je na tem območju veliko. Teden dni pred našim prihodom je strupenjača, v Avstraliji živi 8 od 10 vrst najbolj strupenih kač na svetu, ugriznila tudi njegovega plemenskega kozla, ta je poginil. Seveda je huje, ko kače ogrožajo ljudi. Samo leta 2012 je zaradi kačjega ugriza umrlo 108 Avstralcev. Tudi v Mihovi družini so imeli s temi plazilci slabo izkušnjo, saj je strupenjača ugriznila najmlajšega sina, ki je spal na verandi in so ga komaj rešili. Zato sva bila tudi midva snemalcem opozorjena, naj se kač paziva. Po nekajdnevnem druženju je moral najin gostitelj spet na delo k hišam domorodcev v Ayers Rocku, kot pravijo Avstralci aboriginski Sveti gori Uluru. Midva pa sva pot nadaljevala v tropski del Avstralije, v Cairns, ki je 2 uri letalske vožnje oddaljen od Alice Springsa.
Ko beremo o slovenskih izseljencih v Avstraliji, lahko zasledimo podatke, da jih je moč najti v vseh malo večjih mestih po celini, od Pertha na zahodu pa do Cairnsa na vzhodu, da v drugih večjih mestih, kot so Sydney, Canberra, Melbourne, Brisbane in tako dalje, niti ne govorim. To je veljalo tudi za društva in klube, ki so bili pred leti skoraj povsod. Tudi v Cairnsu, vendar tega danes ni več. Je pa tukaj nekaj rojakov in rojakinj. Z eno izmed njih sem se dogovoril za srečanje v znanem turističnem mestecu Kuranda, do katerega vozi poseben vlak. Glavna privlačnost za številne obiskovalce z vsega sveta pa je gondolska žičnica, ki so jo kljub nasprotovanju okoljevarstvenikov postavili sredi tropskega deževnega gozda in pripelje goste iz obmorskega pasu na planoto sredi pragozda v nacionalnem parku Baron George. Upravljavci razglašajo, da je ta 7,5 km dolga kabelska žičnica največje doživetje tropskega gozda, saj je speljana tik nad 100-letnimi drevesi. Nekaj od tega je gotovo res, posebej zato, ker gre za najstarejši neokrnjen deževni pragozd na svetu, ki se razprostira na 900.000 hektarjih med Cooktownom in Townsvillom in pokriva 0,1% avstralskega ozemlja. V njem uspeva 65% vseh vrst praproti, 30% vrst orhidej, 60% vseh vrst metuljev in 40% ptic, ki jih najdemo v Avstraliji. Zato so avstralski tropski pragozd že leta 1988 vpisali na seznam svetovne naravne dediščine UNESCO. Z vtisi in posnetki z gondole smo se nato v vasici Kuranda srečali z rojakinjo Mileno Cek, ki živi v bližnjem mestecu Meriba že blizu 50 let. Klena Primorka se je takoj po prihodu v ta del Avstralije spopadla s težkim farmarskim življenjem. Tu so naseljenci predelovali različne poljščine in industrijske rastline, mnogi so gojili tobak, ki mu je v posebnem muzeju namenjeno veliko pozornosti. Tudi Milena Cek se je na začetku svoje farmarske poti srečala s tobakom. Sicer pa ji prisluhnimo. Pogovarjali smo se pred njeno hišo sredi tropskega rastlinja in cvetja. Sem prišla doma iz Slovenije, iz Primorske, prelepi Brkini, tam na sredi krasa, oaza, ker je UNICEF tudi, ne? In je blizu Ilirske Bistrice. Sem bila študentka ekonomske šole v Kopru, drugi letnik. In takrat je prišel moj pokojni mož Jože domov iz Avstralije, takrat je bil že kakšnih 10 let tukaj. In je prišel iskat nevesto in je našel mene. Ko sem prišla v Avstralijo, on je že bil tukaj v Maribi, to je tudi prelepi kraj, tropski kraj, kjer so vzgajali tobak. In on je že vzgajal tobak. No in potem, ko sem prišla, sem takoj poprimla z njim. Med tem časom sem tudi imela mojega prvega otroka, Helenca Cek, ja, prvo leto že. In sva vzgajala tobak. Nekih 8 let sva vzgajala tobak. No in potem jaz nisem bila preveč zadovoljna, ker sem pač tudi takrat se zavedala, da tobak je pač tobak, uničuje zdravje ljudi. In sva se dogovorila z možem, da bova poskušala eno bolj pozitivno agriculture industry. Mi boste oprostili, če bom dala kakšno angleško, ker živim tukaj že 45 let. No, dobro, in potem sva kupila zelo veliko posestvo, ko je bilo poraščeno vse z gozdom. No, in sva bila zelo močna, lepo sva se razumela, prava Slovenca, ker roke pač plačajo tisto. Ja, in sva začela krčiti ta gozd. Sva si zgradila domačijo in najprej sva začela z govedorejo. Govedorejo je takrat bila še kar donosna industrija, a med tem časom, ko sva mi dva urejevala to posestvo, je cena zelo padla dol. Ravno sva jih kupila, za primer krave, sva kupila krave,
$85 vsaka. In potem smo naredila ograde in vse, to je bilo 250 hektarjev. Ne, vse tukaj so tako kmetije in posestva, da je vse v enem komadu. No in potem smo napravili ograde, smo kupila te krave za začetek, pa dobrega bika, ne, da bova pač vzgajala krave. In čez 3 leta potem, a veste, kaj se je zgodilo? Cena je popolnoma pala dol. To je bilo 74. leta. No in takrat smo pa mi naše vole, ki smo jih kupili pred 3 leti, za $85 prodajali za $20. Smo imeli tukaj v Maribi dobrega prijatelja Slovenca, ko je pa vzgajal kanarinčke, ptičke. On je tudi kanarinčke prodajal po isti ceni. No, potem seveda je vse to šlo dol, smo morali začeti z novo industrijo. In smo bili srečni, da je ta organizacija Riža gledala za nove kmetovalce, ki bomo pridelovali riž, in sva začela riž. Tako sva bila pionirja v Maribi, kjer smo začeli riž. In z rižo sva nadaljevala kakšnih 15 let in je bila zelo, zelo uspešna industrija. Usoda Mileni ni bila posebej naklonjena. Pri delu na polju se je smrtno ponesrečil njen mož in ostala je sama z 2 otrokoma. Sin se je odločil, da bo nadaljeval očetovo delo. Tako so še naprej kmetovali, a treba se je bilo prilagoditi trgu, ki je neusmiljen in ima svoje zakonitosti, predvsem pri cenah pridelkov. Sladkorni trs je še v redu začetka, potem pa je tudi sladkorni trs cena popolnoma padla dol, tako da smo imeli zelo velik problem. No in takrat sem pa jaz začela gledati pa spet neko novo industrijo, da se lahko preživljamo. Ker vidite, zgodilo se je nekaj zelo pomembnega, tukaj je moj pokojni mož umrl. Nam je ta posestvo pomenilo zelo dosti, ko sva začela iz nič. No in moj sin Martin je tudi bil zelo povezan, smo bili zelo družina blizu. In sem ga vprašala po smrti moževi, sem rekla, Martin, kaj bomo mi tukaj naredili? Farma prevelika za nas. Je rekel, joj, mama, veš, jaz bi najrajši ostal tukaj, ker je moj oče začel. No in to so bile zame kot svete besede. In sem rekla, no pa bomo poskušali vse. No in takrat sem potem, kot pravim, smo začeli trs in potem, ko je sladkorni trs padla cena dol, tudi sem pa začela gledati pa nekaj novega in to je bil pa turizem. A ne tisti, s katerimi se je v Cairnsu, Kurandi, Maribi in drugih krajih v tropskem delu Avstralije ukvarjalo že veliko ljudi in agencij. Odločila se je za dokajšnjo novost v tem delu sveta, za tako imenovani kmečki turizem, kot ga poznamo v Evropi. Njena posebnost pa je bila ekološko pridelana hrana in vse drugo, kar je ponujala turistom, ki so začeli prihajati na njeno kmetijo. Posebej zanimiva je bila za Japonce, ki so pri njej posneli celo film z japonskimi filmskimi zvezdniki. Tudi Japonci so prihajali. Tako se je zgodilo, da je ena organizacija nas najela, da smo snimali film. Polurni film, sta bila 2 zelo popularna filmska igralca iz Japonske. In potem ta film je bil predvajan v Japonski ravno za novo leto. In ko smo imeli prej goste iz Japonske, je bilo zelo zanimivo, ko so me telefonirali nazaj. Joj, pa to si imela ti tako popularne goste, ne? Je bilo zanimivo, ja. Mi živimo blizu Kenca, blizu, verjetno vsi Slovenci veste že za koralni greben, ko je enkratni na svetu in dosti od vas tudi prihaja sem. Potem so videli, da imamo ta kmečki turizem in so prišli še sem. Je koralni greben, ampak mi živimo v Maribi na planoti. To je planota, kjer vse raste. Vidite, planota je kot miza. Recimo na mizi imamo vse to, kar sodi tam. Imamo čaj, sladkor, mleko,
Sire, vse, kar spada na mizo. Tudi Jaz kavo? se rada pošalim. Ja, in kava tudi. Imamo zelo zanimive plantaže kave. Potem imamo eno malo mestece, se kliče Čiligo, ko nikjer na svetu nekaj takega ne vidite. Kot sem prej rekla, da sem zelo uživala ponuditi gostom iz celega sveta te tropske sadeže, ko jih prej nikoli v življenju še niso videli. Ne? In potem imam, nobeden drugi tukaj v Maribi nima te dejavnosti. In sem rekla, jaz to uživam, ljudje imajo radi, jaz bom to kar nadaljevala. In imam zdaj eno tako ponudbo, se kliče Table and Tropical Temptation Tour. Ne, Temptation, to je, da je vse, imamo notri, imamo vina, jih peljem na pokušnjo vina, ker je narejeno iz mango vino, in druge tropske sadeže, ker imajo likerje, izredne likerje. To je ena farma, na 5 farm peljem ljudi. No in potem gremo na farmo, ker imajo papaja, jih pridelujejo celo leto na pokušnjo papaja, pa potem si gostje tudi kupijo za odnes domov, ne? In potem gremo na pinata, to je pa pineapple. To je pa ananas, ne po naše, ja, pineapple, ananas. Je pa, so eni turisti prišli od Brisbana, ki so že tam vzgajali ta ananas in so odkrili, da je Mariba idealni kraj. In so zdaj imajo zelo ogromne velike plantaže. In so tudi naredili tako posebno vrsto, ki se kliče Mariba Gold. Zlato iz Maribe, tako bolj tamno in zelo, zelo sladko. Ampak ena interesantna stvar se dogaja, mi vedno gre na smeh, ko posebno za Japonce, ko jih rečem zdaj, pa smo prišli na plantažo ananasa, ne? In pravijo, Milena, ja, pa kje so pa drevesa? Ne, zato, ker to ne raste na drevesu, so pač bromilija. Takole nam je o svojem življenju in delu pripovedovala Milena Cek. Ob slovesu pa je dejala, da bodo vsi, ki pridejo iz Slovenije v ta konec Avstralije, pri njej dobrodošli kot gosti in prijatelji iz domovine. Za konec našega potovanja po dobršnem delu Avstralije pa smo se ustavili še v Sydneyju pri 4. sogovorniku. To je Alfred Brežnik, slovenski častni konzul, ki se po 21 letih opravljanja te funkcije poslavlja. Alfred Brežnik iz Šentjurja že blizu 60 let živi v Avstraliji, vodi podjetje Emona in uspešno posluje po vsem svetu. Kot poslovnež je že kmalu po osamosvojitvi Slovenije postavil most za gospodarsko sodelovanje med državama. Takrat je dal inicijativo še takratni jugoslovanski veleposlanik Boris Cizelj, ki je pa že delal za Slovenijo, kljub temu, da je še bil jugoslovanski. To je pač bilo takrat, to je danes tako, lahko se govori o tem javno. Dobil sporočilo slovenskega zunanjega ministra, dr. Rupla, ko ga je najprej gospod Cizelj vprašal, a se naj vrne, ali odpove, je rekel, ostani na svojem mestu in pomagaj Slovencem. No, in tako je tudi naredil in smo ustanovili to združenje slovenskih partnerjev, za Slovenijo avstralskih partnerjev in slovenska podjetja so se pridružila in tudi v Sloveniji. To je bilo kar uspešno, ko je dr. Cizelj se vrnil v Slovenijo, smo imeli na Cankarjevi 1 takrat v prostorih v isti stavbi kot Slovenska izseljenska matica, tudi urad. In takrat je res to naše združenje postalo kar precej močno. In 94. leta smo imeli, je bil World Trade Organization razstava v Sydneyju in smo imeli tretji največji paviljon. Je bilo, če se ne motim, čez 50 podjetij slovenskih. In to res je pokazalo, da so velike možnosti za razvitje gospodarstva med Slovenijo in Avstralijo. Mi sodelujemo, seveda v Sloveniji imamo sestrsko podjetje
Micom Electronics, ki se ukvarja s tem, z napravami, ki se mi ukvarjamo, ampak to je zdaj samostojno podjetje tam. Sodelujemo pa z Metrilom z Horjula na merilnih napravah. In to je, mislim, to ni tako, če uvažaš premog ali pa železno rudo, ker je to pa so niše, ampak dobro sodelujemo in mislim, da smo kar prilično dober trg za to slovensko podjetje. Ljubljanska univerza je tudi kupila od nas naše naprave, učne naprava, to je naš TIMS, tako zvani TIMS, to je Telecommunication Instructional Modeling System, to so tehnične naprave za poučevanje telekomunikacij na višjem nivoju na univerzah. In Ljubljanska univerza ima te naše naprave tudi. Ja. A najpomembnejšo vlogo je Alfred Brežnik odigral ob osamosvajanju naše države leta 1991, ko je veliko pripomogel k temu, da je Avstralija zelo hitro priznala samostojno Republiko Slovenijo. Poleg tega je finančno pomagal pri izdaji monografije Kronika delovanja Slovencev v času osamosvojitve. Ta je izšla v knjižni in elektronski obliki ob 20-letnici samostojne Slovenije v redakciji Drage Geld. Najbolj pa mu je ostala v spominu prisrčna slovesnost, ki so mu jo pripravili domačini v rodnem Šentjurju, ko je tamkajšnji knjižnici podaril 2 izvoda kronike. S Šentjurjem moram reči, čeprav sem vedno ostal Šentjurčan, nisem imel toliko vez do lani aprila meseca. To je pa bilo, ko smo imeli predstavitev tele knjige, ki jo tam vidite, Od sanj do resničnosti, ki je bila pa, moram se pohvaliti, da se pa vsaj v neki stvari pohvalim, moja ideja, da ob 20. obletnici samostojnosti slovenske države izdamo knjigo o doprinosu avstralskih Slovencev k samostojnosti. In poglejte, to je knjiga A4 formata, 800 strani, ki je bila napisana in na hitrico skupaj spravljena v 4 mesecih. No, in ko so v Šentjurju zvedli, knjižnica zvedli, da sem tudi napisal predgovor to knjigo, so me povabili, če bi to knjigo predstavil v Šentjurju. In aprila meseca, ko sem bil na zunanjem ministrstvu zaradi moje, da končam, da me razrešijo, mi je Šentjur povabil na v knjižnico, na ta večer. Veste, kot so mediji povedali in tudi v knjižnici, tako polna še ni bila kot takrat. Ker bo pač prišel Brežnik iz Šentjurja in ga boste lahko vprašali eno in drugo. In ne vem, res, takrat nekako, če lahko uporabim besedo, pa spravo naredil Šentjurjem. Če je, kot mi je brat rekel, kakšno spravo? Se ni, ampak kaj jaz vem. Prišli so prijatelji, ljudje, ki so iz okolice. In sem to knjigo predstavil in res so me sprejeli, tako sprejeli, da je to za mene res bila en velik dogodek življenja. Z obiskom pri slovenskem častnem konzulu v Sydneyju sem končal to 3-tedensko popotovanje od Melbourna, Alice Springsa, Cairnsa do Canberre, o kateri pa tokrat nismo spregovorili. Zato bo priložnost v katerem od prihodnjih potopisov iz dežele tam spodaj, ki človeku zaradi svojih lepot in večkulturnosti zleze pod kožo. V Avstraliji se človek preprosto sploh ne počuti tujca, to pa tako daleč od domovine veliko pomeni. Morebiti se prav zaradi tega tako malo slovenskih izseljencev odloči za stalno vrnitev v domovino. Tam, na sončni strani Alp, imajo svoje korenine, a njihovi poganki so se prijeli tudi v avstralski zemlji. Tako kot cepiči 400 let stare mariborske trte, ki je bila povod za nastanek tega filmskega omnibusa.